Ja, hvala vam, ker ste si vzeli čas. Malo je trajalo, ampak. Res je malo trajalo, ja. Sem vesel, da ste si ga vzeli. Mogoče prvo vprašanje, zakaj ste si ga vzeli? Zakaj ste videli to kot vredno porabo časa? Jaz spoštujem tiste, ki odpirajo javni prostor. No? In vi ste eden od teh. Kako pa vidite medije? Vem, da ste vi bili eni prvih, ki ste začeli uporabljati Twitter takrat še. Zdaj je to X platforma. Mogoče se lahko malo o tej pokrajini medijev pogovoriva. A vidite kakšne tukaj spremembe, ki se zdaj dogajajo? Pa tudi v tujini, zdaj ta kampanja, ki je bila Trumpova, je veliko podcastov izrabljal za namen plasiranja sporočila. Ne? Tako me zanima, kako gledate na to. Ja, gledajte, jaz si neskromno domišljam, da o medijih nekaj vem. Ne? Jaz sem bil glavni urednik Demokracije še v času, ko so se končevali svinčeni časi. Ja, zato je bilo možno tak opozicijski medij sploh ustanoviti. In to je bil takrat Tednik, ki je bil srednji medij Demosa, ne? Koalicija, ki je dosegla formalne demokratične spremembe in samostojno Slovenijo. In takrat smo s tistim Tednikom dosegali naklado, ki je danes nedosegljiva recimo za delo. Ne? Zdaj pa je drug čas, ne? Zdaj je čas digitalnih medijev kot ste vi. Pravzaprav je danes čas, ko smo lahko vsi mediji. Ne? In tega se tisti, ki so še delajo v klasičnih medijih, še ne zavedajo. Ja, tukaj sem tudi s Čakar Mišom, sem govoril ravno o tem, kako se ta pokrajina hitro, rapidno spreminja in zdaj že neki zakoni prihajajo, ki tipajo v to smer. Jaz se sicer nisem toliko poglobil v to, a imate mogoče vi tukaj kakšen komentar, kako zdaj to urediti, da je vsak medij, tako kot ste rekel? Predvsem treba to dopustiti. Zdaj takrat, ko so se pisale prve ustave, ker je bila zagotovljena pravica do svobode izražanja, ne, do svobode govora, ki je mimogrede temeljna človekova pravica in hkrati temeljna politična svoboščina, brez katere ni demokracije, ker na koncu nikoli ni poštenih volitev, ne, če ta svoboda, ta politična svoboščina ne obstaja. Zdaj, če se ti ne moreš izraziti, potem seveda, konec igre. Ja, potem je konec igre. Ne? Vse ostalo nad tem sprenevedanje. Lahko imaš vse ostalo, ne? Vse ostale pogoje lahko izpolnjuješ, kar se tiče demokratičnih standardov, pa ne, na koncu to ni demokracija. Ne? In zdaj se to lomi. Zdaj, ko so prišli ti novi mediji, oziroma ko je tehnologija omogočila, da smo vsi mediji, je prišlo do spopada, ne, med tistimi, ki so v glavnem že ideološko zavzeli klasičen medijski prostor, to je predvsem sfera kulturnega marksizma, tranzicijske levice. Če berete Antonija Gramscija, potem veste, da do tega ni prišlo slučajno. In so na nek način potem skušali razlagati nam, da vse ostalo, ne, kar ni v okviru klasičnih medijev, ne, tudi vi recimo, vsak, ki nima neke forme medija, se pravi, da ima uredništvo odgovornega glavnega urednika, pa potem naprej še vse ostalo in urejene strukture, ki je tako drugače nadzorljiva, da je to pa fake news, ne, grobo rečeno. Ali pa da je velika nevarnost, da je to fake news in je to treba regulirati. Ne. Na enak način, kar se pa seveda ne da. Veste, vi ne morete na enak način regulirati jedrske elektrarne ali pa neke staje, kjer gojite ovce. Ne. So to pač stvari različnega obsega in trenutno, ne, ravno v tem času, ko se midva zdaj pogovarjava po tej spremembi v Združenih državah, potega tukaj spopad med razumevanjem, kaj je to free speech, svoboda govora. In tukaj imamo zdaj znotraj zahodne civilizacije evropski prostor, ne, ki se je reguliral z DSA, se pravi Digital Service Act, ki zahteva fact-checkerje na omrežjih. Ne. In evropski medijski zakon, ki
Je sicer prinesel tudi nekaj dobrega, ker onemogoča prevelike koncentracije, vsaj teoretično, teh, recimo temu, globalnih medijev in tako naprej. Je pa hkrati seveda postavil neke zametke za cenzuro. A ne? No in seveda na drugi strani se je v Združenih državah z zmago Donalda Trumpa in še prej z nakupom X-a strani Elona Muska zadeva vrnila v prvotno razumevanje free speech, ne, se pravi v to, kar prvi amandma k ameriški ustavi neposredno opredeljuje. Ne. Zdaj, jaz mislim, da veliko ljudi, ki govorijo o teh stvarih, nikoli ni prebralo tega amandmaja in nikoli ni prebralo naše ustave. Ne. Ampak tisti, ki so pisali našo ustavo, so prebrali ameriško ustavo in prvi amandma k ameriški ustavi, ki zagotavlja, ki postavlja, ne, svobodo govora kot temeljno, ne samo človekovo pravico, ampak tudi kot temeljno politično svoboščino, brez katere ni demokracije, in temu dodaja še svobodo veroizpovedi, prepoved sankcioniranja mišljenja, miselni delikt in tako naprej. In Amerika se je zdaj vrnila nazaj, ne? Ker to ni zdaj samo X, to je tudi Meta, to je Google, ne? In Evropska unija oziroma ta, rekel bolj natančno, ne, ta koncept evropske birokracije, ki se je tukaj postavila nad to svobodo govora, z iluzijo, da se pa to da zdaj vse regulirati, bije bitko brez upanja zmage. Brez upanja zmage. Prvič, ker Evropa nima teh tehnoloških gigantov, ne, z temi platformami. Zdaj, če bodo uvajali sankcije proti ameriškim platformam, ne, potem bo seveda nova ameriška administracija, ne, dvignila carine ali pa karkoli, ne, in karikiran seveda, ne, če se bo pojavil nov Terry Breton, ne, pa bo rekel, zdaj bomo pa vas oglobili X recimo za $1 milijardo, ne, potem bo tam priletel protiukrep, ne, ki bo evropsko gospodarstvo stal 10 milijard in do tega nikoli ne bo prišlo, se bo vse ustavilo že v predpogajanjih, če hočete. Tako da ali bo prišlo do formalne spremembe te regulacije Evropske unije, kar se tiče svobode govora in svobode medijev, če hočete, da uporabim to besedo, ali pa se bo enostavno spregledalo, da je tukaj temeljni konflikt in pač bo praksa, ne, stvari vrnila v neko bolj normalno stanje. Ne. Bo sicer trajalo v Evropi, ne bo šlo tako hitro, kot se je to zgodilo v Združenih državah, ampak zdaj, če to zelo poenostavim, ste varni, ne, zdaj vašega podcasta. Mislim, da v prihodnosti nihče ne bo poskušal cenzurirati. Ne napeljuje ta nov zakon mal v to smer, da če si upisan v register medijev, da potem je tam neka klauzula oziroma nek delček, ki govori, da sovražni govor pa ne sme biti plasiran čez medije. Ne? In recimo, če sem jaz medij, mene pol zanima, kdo določi, kaj je sovražni govor, kaj ni, ker vse na papirju se lahko mi vsi strinjamo, sovražni govor ni dober kot koncept, ampak vedno imamo problem, kdo zdaj določa kakšne stvari. No, se ne strinjamo s tem. Ne? Tako ste šli na bistvo. Ne? Jaz se lahko ne strinjam s tem, kar vi govorite. Lahko je to zame žaljivo. Ne? Lahko je obratno. A ne? Ampak to je moje mnenje. Razumete? Nisem jaz tisti, ki sem Bog, ki bo pač absolutno presodil. Ne? Če jaz kršim kazenski zakon, ne, potem je tukaj kazenska zakonodaja, ki pač ne, vsak lahko toži, pa nas se to itak stalno dogaja, plačaš kazen za to, ampak o tem vsaj načeloma ne odloči neko neodvisno sodišče, ne pa nek cenzor, ne, kot je bil v bivšem režimu, je bil to državni tožilec, ne, ki je lahko zaplenil kakšno publikacijo, imam osebne izkušnje s tem, kaj se je dogajalo. No, zdaj pa v tem zakonu, ki ga vi omenjate, ne, predlogu slovenskega medijskega zakona,
pa je to lahko inšpektor, ki ga imenuje ministrica za kulturo. Je standard še nižji, kot je bil celo v socializmu. Res pa je, da se v tem delu ta zakon nekako naslanja na že omenjeni Digital Service Act, se pravi na zakon o digitalnih storitvah Evropske unije, ki dopušča te ugotovljalce resničnosti, fact-checkerje, in pač omogoča državam, članicam Evropske unije, da preko nekega organa imenuje te, ki potem presojajo, kaj se sme objavljati, pa kaj se ne sme objavljati. Mislim, da je v Sloveniji to AKOS, ki je pač kol drugač vladna agencija, tako imenovana neodvisna vladna agencija. In oni potem delegirajo to pravico, fakulteti za družbene vede ali pa Anuški Delič, in na koncu dobimo to božanstvo, ki presoja, kaj se sme in kaj se ne sme, in ki te lahko potem preko inšpektorata kaznuje. Zdaj, ta zakon, po moje, v Sloveniji nikoli ne bo uveljavljen, ker če bi bil ta zakon uveljavljen, potem v bistvu brišemo temelje naše ustavne ureditve. Ker to, kar piše v prvem amandmaju k ameriški ustavi, so pisci slovenske ustave. Na krajši način, ne na dovolj konkreten način, to bi bilo verjetno treba popraviti v prihodnje, mogoče o tem kaj več v nadaljevanju, če bo kaj govorilo o pogledih za naprej, Ampak bistvo tega je v naši ustavi. Se pravi, cenzura je v Sloveniji neustavna kategorija, ne glede na to, kako je skušaš predstaviti ali to zaviti v boj proti sovražnemu govoru ali karkoli. Ker svoboda posameznika seveda mora biti tudi zaščitena, tako da jo pač drug posameznik ne zlorablja. Vendar tega ne morete doseči nikoli preko cenzure. Čim nek režim začne uvajati cenzuro, pomeni, da zapušča polje demokracije. Prej ste omenili eno silo, ki je recimo da na levi strani. Bi rad malo o teh silah govoril. Kako vidite trenutno svet, ker če sam izpostavim recimo El Salvador, Argentino, pa zdaj po novem Ameriko, je ta protisila, tej sili, ki ste jo prej omenili, tako zelo močna, pa postopoma dobiva na moči tudi. In mislim, da tukaj pridemo do nekih različnih pogledov gledanja na svet. In če jaz res to poenostavim, kako jaz to vidim, je gledanja na odgovornost samo. Kdo ima zdaj odgovornost za svoje življenje? Koliko damo odgovornosti na posameznika, koliko damo odgovornosti na sistem. In se mi zdi, da leva stran načeloma več odgovornosti daje na sistem. Zdaj, ameriška cela kultura je pa že celo svojo zgodovino precej daje odgovornosti na posameznika. Mogoče celo v nekaterih aspektih v ekstrem. Imamo ljudi, ki so odvisni, ki so brezdomci, ki jih je sistem nekako spustil, se pravi, padli so celo čez varnostno mrežo, in v bistvu so prepuščeni samim sebi. Mogoče, vi tudi vidite tako te dve sili, ali vidite drugače? Pa kdo zdaj zmaguje? Prvo, svet ni idealen. Da ne bo preveč filozofska, Zakaj ne? Sem tukaj vstal, ampak vseeno se je pa skozi pač od pamti veka naprej, skozi pač razvoj civilizacij, nimo samo ene, ampak več, so se neke stvari izoblikovale. In recimo, če zdaj govorimo o prostoru, kjer mi živimo, pogojno temu lahko rečemo zahodna civilizacija, sta se skozi zgodovino izoblikovala dva koncepta urejanja življenja v teh civilizacijah. Zdaj, zelo poenostavljeno rečeno, levi in desni, socialistični in kapitalistični. S tem, da nas zgodovina pač uči, zdaj ne govorimo o teoriji, govorimo o tem, kar je praksa pokazala skozi stoletja,
Zdaj, socializem se trudi doseči enakost, equality, z inštrumenti, ki pripeljejo do tega, da se ta enakost postavlja kot enakost v revščini. V sistemih, kjer so formalno uveljavljali socialistično doktrino, je večina postala revna, samo peščica tistih na vrhu je postala bogata, ker je bila v ospredju enakost. Zdaj v kapitalizmu, če gledamo najbolj razvite kapitalistične države, se je vzpostavljala različnost, ampak v bogastvu, poenostavljeno rečeno. Večina ljudi v razvitih kapitalističnih državah je srednji in višji razred. So tudi kategorije, ki ste jih vi omenjali, ki padejo skozi to sito, ki so revni, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja, recimo v Ameriki, ki če zbolijo, nimajo enakega tretmaja kot bogati, pa tega tudi pri nas nimajo, mimogrede, čeprav govorimo o socialno-tržnem sistemu. In seveda kapitalizem ima tukaj pomanjkljivost, zaradi katere ni idealen sistem. Je pa, če gledamo zdaj povprečje, je pa absolutno z vidika svobode posameznika in blagostanja posameznika bolje biti različen bogastvu kot enako revščini. In zaradi tega je kapitalizem uspešen sistem, socializem je ne samo propadel sistem, ampak sistem, ki je pripeljal do tega, da je na desetine milijonov ljudi umrlo tudi v umetno organiziranih lakotah, kot je bil holodomor v Ukrajini, ali ob teh eksperimentih Mao Tse-tunga na Kitajskem, da ne govorim o agrarnih reformah v bivši Jugoslaviji in samoupravljanju in vseh teh poskusih, ki so dejansko uspeli narediti večjo enakost v revščini, ampak v revščini. In z tega vidika je pa zdaj to, kar se dogaja, pa ko ste omenjali Salvador pa Argentino, da je na kratko rečeno nek povratek k normalnosti. Da je zelo priporočam tistim, ki želijo neke matematične ali pa statistične dokaze za to, kar jaz zdaj govorim, branje knjige kanadskega, sicer je prišel tja kot emigrant iz Libanona, filozofa in matematika Gatsada, predvsem njegovo knjigo Zajedalski um, ki je prevedena, mislim, da že nekaj let v Sloveniji, družina je to izdala. Zdaj on je tam z znanstveno metodo, ker mislim, da ima 3 ali 4 ali 5 doktoratov z različnih področji, tudi iz psihologije, pač dokazal, zakaj ta novi val socializma ali pa kulturnega marksizma, ki je zajel Zahod v zadnjem obdobju, zakaj je to ne samo neka pot v degeneracijo družbe ali pa izumrtje civilizacije, ampak je to tudi protiznanstveno. Se pravi, on ima tam vrsto primerov, kjer pač z številkami nesporno dokazuje te zablode, raziskave, ki so bile delane potem, ko se je začelo veljaviti recimo ta teorija spola. Se pravi, spol je socialna kategorija. To je bila do konca demokratske administracije v Ameriki celo nekako uradna doktrina, ki so jo skušali uvajati povsod, tudi v vojski nenazadnje. Se pravi, spol ni nekaj, kar ti da narava, ko se rodiš, z X pa Y kromosomi, ampak je spol odvisen od tega, zdaj kako te oblačijo, ko si otrok, odvisen od tega, kakšne igrače ti dajo, se pravi, če ti dajo punčke, se boš identificiral kot ženska. Konstrukt, verjamejo. Ja, mislim, to je tako zblojeno, ampak kljub temu se je to začelo uveljavljati kot mainstream in so potem na resnih inštitutih začeli delati raziskave o tem. In vse te raziskave so seveda pokazale, da
se fantki rajši igrajo z ne vem, avtomobilčki, pa vlakci, pa tudi pištolami in tako naprej, deklice pa z punčkami. In ne glede na to, kako so se trudili, da bi te igrače zamenjali, pa obleke zamenjali, na koncu seveda se spol ni spremenil. Nastala je pa pri mladih ljudeh zmeda in na srečo manjši del teh otrok je bil izpostavljen tej zblojni ideologiji, se je potem odločil tudi za operativno spremembo spola, ki jim je uničil življenje. In tudi te podatki takih raziskav so tukaj objavljeni, tako da to, kar se zdaj dogaja, kar se je zgodilo v nekaterih državah že prej, odločilno pa v Združenih državah, z porazom te ideologije tudi na volitvah, to je velika stvar. In ta protiudar je tako močan, predvsem zaradi tega, ker je ta zbloja našla tako daleč. Če bi to bilo zgolj na debatah, kot so bile včasih, revni, bogati, nižji, večji davki in tako naprej, potem tega zagotovo ne bi bilo. Ker pa se je šlo tako izrazito proti znanstvenost, proti naravnost, je ta udar močan in bo precej pokalo v naslednjih letih. Kako bi pa razložili vi ki recimo je na levi strani, verjame v te stvari, ker jaz, če bi res bil iskren, pa dobronameren, pa tudi dobronamernost videl na drugi strani, bi mogoče videl, da to prihaja iz nekega tajzga občutka empatije, pa mogoče poskusa po pravičnosti, Ali bi vi to drugače videla, ko imate kolege na drugi strani, na levi strani, kako razložite to miselnost ali pa ta način pogleda na svet, ki je drugačen od vašega? Zdaj v Sloveniji nisem srečal še nikogar, pa poznam veliko ljudi iz tako imenovane leve sfere, ki bi v resničnost te zblojenosti verjel. O tem, da lahko spol določiš kot, da je spol socialna kategorija. Govoril sem tudi z ljudmi, ki to javno govorijo, ampak govorijo zaradi tega, ker so verjeli, da je to postal mainstream, da je to nekaj, kar je moderno, kar je treba. Sprav niso iskreni. Če si levičar, niso iskreni, absolutno. In ravno zaradi tega, ker je bil ta občutek, češ to je pa mainstream, v veliki meri ustvarjen na podlagi ljudi, ki jih že omenjeni Gad Satt lepo opisuje v tej svoji knjigi, se pravi, ga kličejo kolegi, profesori iz zahodnih univerz, in mu rečejo, da jaz se ne upam zoperstaviti temu, ker bom šikaniran, ker je to zdaj mainstream pri nas, ti to povej. Ti se tako oglašaš, pa pišeš, pa se norčuješ iz politične korektnosti. On te knjige navaja konkretne primere in tudi ugotavlja, da večina tega intelektualnega profesorskega kadra, ki je podlegel tej psihozi, da se temu ne sme zoperstaviti, še vedno, da je neiskren. Se pravi, da verjame v nekaj drugega, kot se dela, da pač verjame. Sej tisti, ki smo starejši, nekaj podobnega bilo v socializmu. Zdaj, ko sem spisal diplomsko nalogo o obrambnem planiranju, in sem mu dal prvi osnutek mentorju, je rekel, to vse drži, kar si napisal, samo tega ti komisija ne bo nikoli spustila skozi, če ne boš ti dodal v bibliografijo zaključke 9. kongresa komunistov, Zveze komunistov, smeri razvoja Edvarda Kardelja o socialističnem samoupravljanju. In jaz sem pol to moral dodati v bibliografijo, čeprav nisem nobenega citata tam vzel, recimo. Pa tudi to ni bilo dovolj, pol je rekel, moraš dodati še nekaj citatov in tako dalje. In vsi smo to delali, ker je pač drugačni si diplomiral. Tako da, ampak to se je dogajalo v enopartijskem sistemu, da se je pa to dogajalo, da se to dogajalo na zahodnih univerzah, da se še vedno dogaja, pa pomeni, da je ta kulturni marksizem skozi ta dolgi pohod skozi institucije,
ki ga je napovedal Gramsci pred več kot 100 leti. Da je prodrl zelo globoko, ne, da se je del na tem organizirano, da je bila zadaj neka mednarodno usklajevana politična sila, ne, z Latinske Amerike, recimo Sao Paulo forum, ne, preberite knjigo od Alejandra Pene Excluze, Sao Paulo forum in kulturni marksizem, ne. Tam je sicer zelo razloženo, kako je šlo to naprej v Južni Ameriki, vendar so vzorci podobni, kot se je dogajalo tudi v Evropi in deloma v Združenih državah. Ampak zdaj se je to nakopičilo, ne? Zdaj ta protiznanstvenost se je nakopičilo do take mere, da je to seveda začelo dajati tudi negativne gospodarske rezultate. Recimo v Evropi se to najbolj izrazito vidi glede rezultatov te tako imenovane politike zelenega prehoda. A ne? Zdaj, to je tudi ekologijo je kulturni marksizem dodal tam nekje v 70 letih prejšnjega stoletja na seznam perspektivnih tem, ne? Ker je možno stvari obračati pa izkoriščati. Na to so skočili še globalisti, podprti z špekulativnim kapitalom multinacionalk, ki želijo, da je svet enoten trg brez carin, brez ovire in da je potrošnik anonimna masa, ne, na kjer ga lahko vplivaš z isto reklamo v Ameriki ali pa v Evropi ali pa v Sloveniji. In in so naredili iz ekologije religijo. Ne. Če si karkoli rekel proti globalnemu segrevanju, ne, pa climate change, ne, si bil že nekako sovražnik. Ne. Čeprav, seveda, globalno segrevanje je dejstvo, spremembe v klimi so stalnica, razumete? Aha, okay. So stalnica. Zdaj glavni vzrok za spremembo klime na našem planetu je sonce, a ne? Sonce. Glavni vzrok, seveda, ena eksplozija večja na soncu, ne, ki se je že zgodila, pa prišla k nam glede na potovanja, ne, svetlobe ali pa energije, mogoče čez nekaj let bo bistveno bolj vplivala ali pa lahko tudi eventualno bistveno bolj ogrozila podnebje v velikem delu tega planeta, kot vsi izpusti CO2. Ne. S tem, da tudi pretirani izpusti CO2 so škodljivi že zato, ker dihamo slab zrak, razumete, ne. In to vsi razumemo, ampak so tukaj neke meje, neka znanost, neke številke, kjer se da zračunati, ne, kako kaj vpliva. Ne. Zdaj razglasiti CO2 za glavnega sovražnika, pa pol izdati kupone, s katerimi se trguje, zato da imaš manj izpustov. Ne vem, v Pekingu recimo je bilo to zelo dobro, ker dihajo nasnažen zrak in ker vidijo sonce nekaj tednov na leto. V Sloveniji je pa to norost, razumete. Poleg tega recimo Evropska unija emitira okoli 10%. Ne. Okoli 10% emisij CO2 prihaja iz Evrope. Ne. Mi lahko jutri nehamo voziti avtomobile, kuriti drva in tako naprej. Seveda, dobili bomo bumerang nazaj, ker rastline, ne, zelene rastline dihajo CO2, mi dihamo kisik, rastline dihajo CO2. Ni življenja brez tega. Ni življenje brez kisika, ampak tudi ni življenje brez CO2. Skratka, bomo sami neumno posegli v neke naravne zakonitosti in sami sebi škodili, bomo pa planeta nič rešili. Ne. Zdaj, ker sem začel z ekonomijo, ne, pa gospodarskimi posledicami, zdaj ena od tako bom rekel, no, zeleni prehod v osnovi ni zgolj nekaj slabega ali pa nekaj, kar pridiga Greta Thunberg za to, da je popularna. Marsikaj se da danes proizvajati in tudi uporabljati
na način, ki je bolj prijazen do okolja. Ne? Do okolja in tudi do, ne samo kar se tiče nežive narave, ampak predvsem nas, živi. A ne? Vsi imamo rajši čisti zrak, čisto vodo, urejeno okolje, rekel, zelene površine. To je nesporno. Ne? Zdaj pa iz tega narediti religijo, ne? In pretiravati in potem z velikimi državnimi subvencijami preusmerjati proti tržno, ne? Ponudbo in povpraševanje je pa velika neumnost, še posebej zaradi tega, ker to počne samo mali del, ne, planeta. Ne. EU 10% recimo. In zdaj so tukaj posledice. A ne. Zdaj, če zelo poenostavim, tako da naj bodo tisti, ki naj poslušajo pa gledajo, razumeli. Evropa je sprejela tukaj nekaj dobrih rešitev, v nekaj zelo slabih. Ne. Zelo slabe so vse tiste, kjer se je določil nek fiksni rok, recimo do leta 2035 ni več dizlov, ne. Avtomobilov na notranje izgorevanje, samo še električni. To je čez 10 let. Ne. To, da se gre na električne avtomobile, kar je bilo mimogrede možno že pred 100 leti, ne, ko so se prve baterije delale, pa potem nafta to izrinila, to ni nič slabega. Ne. Za pač določena potovanja, pa če ima sončno elektrarno in tako naprej, imeti električni avto, super. Ne. Ni pa to za vse primere, razumete? Ne smeš pa iz tega narediti nekaj, kar ti zapoveš, da bo. To mora trg uravnavati. Ne. Zdaj, ko bodo električni avtomobili cenejši, ko bo vožnja na elektriko cenejša in ko boš lahko tanko elektriko povsod kot nafto, potem se bodo ljudje odločili sami za to. Industrija bo temu sledila in pač proizvala takšne avtomobile. Ne. Zdaj pa, ker smo trg presekali z nekaterimi nespametnimi regulacijami, smo prišli do situacije, v kateri je Evropa izgubila številne konkurenčne prednosti. In zdaj, kot sem že rekel, da bo razumljivo, gledajte, mi vsi vemo, koliko stane tank, ne, ko tankamo avto. Ne. Tisti, ki imajo električni avtomobil, tudi vedo, ne, koliko jih stane, ko napolnijo. Baterije pa koliko daleč lahko pridejo. Poznajo tudi kombinacijo, če imajo hibrida. No, ampak Evropa je vložila stotine milijard, več kot stotine milijard v tako imenovani zeleni prehod preko raznih subvencij. Se pravi, ti denar vzameš z enega sektorja in ga daš nekemu drugemu za to, da bo ta hitreje rasel in bil bolj uspešen. Samo Nemčija, to je zdaj ena glavnih tem pred nemškimi volitvami, je v tako imenovani zeleni prehod vložila 1000 milijard evrov, ne? 1 trilijon evrov denarja, v bistvu davkoplačevalcev, a ne? In kaj je rezultat? Rezultat tega je, in so seveda potem tudi zaprli nuklearne elektrarne. Nemčija še vedno uporablja jedrsko energijo, ampak jo uvaža iz Francije. Potem, ko so ugotovili, da je zdaj elektrike premalo, so začeli nazaj odpirati termoelektrarne. Zdaj, jedrska elektrarna emitira praktično nič. Ne. Jedrska elektrarna je čista tehnologija, obstajajo seveda varnostna tveganja. Ne, in pa odpadki, ampak ja. Ja, ampak je to v primerjavi recimo z termoelektrarno bistveno manj vsega skupaj. Ne. Ampak oni so zaprli 15 jedrskih reaktorjev in so odprli kakšnih 20-30 termoelektrarn, ne, ki bistveno več emitirajo. Ne. In zdaj plačujejo za to tudi davek, ne, preko CO2 kuponov. In elektrika je draga. Elektrika v Nemčiji je draga. In potem pridejo, zdaj konc leta so prišli ven podatki, kakšen je bil trend nakupa električnih avtov v Nemčiji in tudi za Evropo, tudi za Slovenijo so znani podatki, mi smo tukaj neznaten delež tega trga. In trend je navzdol. Ne, se pravi, ljudje ne kupujajo električnih avtomobilov kljub temu, da so ponekod še vedno subvencionirani.
da je tudi tankanje ponekod še vedno subvencionirano, ker nekako se jim ne izplača, a ne? Ker potrošnik se obnaša racionalno. Zdaj, tovarne, ki so preusmerile nemška avtomobilska industrija v celoti praktično, ki se je začela preusmerjati v elektriko, ne, je zašla v krizo. Volkswagen odpušča na 100.000 delavcev. Zapirajo tovarne. No in potem gledajo ali pa gledamo te podatke drugod po svetu. Ne. In vidimo na Kitajskem, kjer ni CO2 kuponov, ne, kjer vsak mesec odprejo novo termoelektrarno, ker je premog postal poceni, a ne, pa prodaja električnih avtomobilov raste. In potem vidimo te evropske ekonomiste, ki razglabljajo zakaj. Pa mogoče zato, ker država bolj subvencionira proizvajalce, pa jih moramo mi tudi še bolj in tako naprej, pa to sploh ni res. Ne? Prodaja električnih avtov na Kitajskem raste zaradi tega, ker je tankanje pocen. Avtomobili so dobri, ne? Delovna sila tam cenejša. Pa pocen so avtomobili v primerjavi. Avtomobili so pocen, ampak še bolj pomemben faktor je pa cena. No in povprečna cena kilovata elektrike na Kitajskem v lanskem letu je bila 7 centov. Od dolarja. Ne? 7 centov. V Ameriki je bila 16 centov, v Evropi pa 24. Se pravi, tisti, ki porabnik elektrike na Kitajskem plača več kot 3-krat manj za 1 kilovat. Se pravi, se tudi vozi 3-krat ceneje kot mi z električnim avtom, ne, pa še kupi ga za približno enako ali pa celo nižjo ceno. In jasno je, da prodaja raste. Ne. Hkrati ob vsej tej podnebni histeriji, ne, Kitajska emitira CO2, sploh ne vemo koliko, ker pač ne. Od kitajske statistike nikoli ne boste dobili točnih podatkov, ne, samo približne. Ampak zelo veliko, ne, že po številu termoelektrarn, pa po njihovi moči lahko pač pol izračunaš. In ko greste na Kitajsko, mogoče ste kdaj bili, ne? Sem živel tam, ja. Tam z izjemo pač nekaterih območij ne boste videli fotovoltaike na strehah. Ne. Tudi v provinci, ki izvozi 90% solarne tehnologije v Evropo in Združene države, skoraj ne boste videli sončne elektrarne. Ne. Ker pač se bolj splača nek drugi vir za proizvodnjo elektrike. Verjetno v ta jedrsko energijo. Služijo pa hidro. Kitajci imajo hidro, imajo jedrsko, ampak največ so pa povečali proizvodnjo termoelektrarn, ne, ki najbolj emitirajo. Ne, in potem se sprenevedajo glede podnebnih sporazumov in tako naprej in vse podprejo absolutno. Jaz sem na uradnem obisku na Kitajskem pred našim prvim predsedovanjem Evropske unije leta 2007. In z takratnim predsednikom vlade Wen Jiabaom smo imeli dolg pogovor in v tistem pogovoru sem jaz razmišljal in sem ugotovil, da Kitajci zanima ena sama stvar v zvezi z Evropo. Ne? Ena sama stvar. Naši ekološki standardi. Wen Jiabao mi je rekel večkrat, čestitam, Evropska unija je izjemno napredna, vodilna v svetu, zgled ste nam vse v smislu ekoloških standardov, zelenega prehoda, kar boste sprejeli kot regulativo v Evropi, bomo mi tudi. Podpiramo, absolutno. Navdušenje je bilo, rekel, izjemno in malo bi zazvonilo pri meni. 2.7 je to bilo. 2.7 je to bilo. No. Potem je v Evropo sicer prišla gospodarsko-finančna kriza in za 5 let so podnebne spremembe zginile z dnevnih redov evropskih institucij. Poglejte dnevne rede Evropskega sveta. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, kriza, Grčija,
trojke, nobene ekologije, nobenega zelenega prehoda. No. Čim je bila kriza mimo, po letu 2013-2014, pa se je šlo spet nazaj. Ja, više na Maslovi hierarhiji je podnebje kot hrana, službe, streha nad glavo. Ne sem še potem gledati, koliko teh ekoloških standardov je pa Kitajska res implementirala v 10 letih po tistem mojem obisku na Kitajskem. Ne? Zelo malo. Zelo malo. Nekatere so. Kitajska ima velikanske probleme z onesnaženjem zraka. Ne? Peking je bil dolgo časa mesto, kjer nisi videl sonca. Ne? Se spomnim mojega zadnjega obiska v Pekingu, so bili vsi ljudje veseli in sem pol vprašal, da tam ga spremljevalca, zakaj so ljudje tako veseli? Je rekel, zato, ker malo sonca vidimo, ne? In skozi tisti mrč je dejansko malo sijalo sonce. Ne? Vse, ko so kakšni funkcionarji prišli v Peking, so oni dejansko tovarne okoli Pekinga zaprli za par dni in se je v parih dneh spucala ta kotlina. Ko so bili kaki pomembni obiski, sem to veliko stane. Veste. Ja, veliko stane. Si ne moreš to skozi prvoščiti. No, ampak tukaj so nekaj naredili, absolutno. Ne? Iz teh, rekel, bazičnih ekoloških potreb, ne? Ko gre pa za recimo stvari, ki jih nalaga pariški podnebni sporazum, pa ne, da niso nič naredili. Ne? Oni so šli v nasprotno smer. Ampak kljub temu niso nikoli tega napadali, ne? Ker njim je bilo to super. A ne? Ja. Kitajska je zaslužila tisoče milijard na podlagi teh okoljskih omejitev, ki smo jih uvedli v Evropi. Ker smo manj konkurenčni? In ne, prvi zaradi tega, ker mi smo nehali uvažati premog, oni so ga dobili cenejši. In so gradili termoelektrarne. Oni so ugotovili naprej, ne, zdaj, koliko na podlagi vseh teh recimo sklepov ali podločitev o subvencijah za solar, ne, za sončno energijo, ki smo jih mi sprejemali, koliko sončnih panelov, po domače rečeno, bo približno treba narediti za Evropo, ne? In so zagnali proizvodno in nam to prodajali in služili na veliko. Ne? Bili so še bolj pametni, oni so po svetu pokupili ali pa zakupili nahajališča, rudnike redkih kovin. Ne? V Afriki pa ne vem, potem, ko po tem debaklu zahoda v Afganistanu, ne, litij, Afganistan mislim, da je tretje največje nahajališče litija na svetu. Ne, to je zdaj v kitajskih rokah. Ne. Mi govorimo o elektriki, o vsem tem, brez baterij ni električnega avta, brez litija zaenkrat ni množično uporabnih baterij. Kdo je glavni, kdo ima, rekel, source, se pravi vir v rokah, evo, Kitajska, ne, so to vnaprej predvideli. Pol naslednja stvar, ki je, bom rekel, ki je Kitajska izjemno izkoristila, ne, je pač ta regulativa, ki smo jo mi sprejeli za kaznovanje pač izpustov, ne, CO2 kuponi, mi smo jih uvedli, oni jih niso. Pač elektrika je že zaradi tega bistveno dražja. Ne. Denar, ki ga mi v Evropi zbiramo v tako imenovanih podnebnih skladih, ne, kamor gredo, pač, kamor gre denar od prodaje teh kuponov, se je uporabljal pač legalno se je uporabljal za spodbujanje zelenega prehoda, se pravi za subvencije, za financiranje tistega, kar ni tržno. Ne? Se pravi, mečemo tako drugače v jamo, ki velikokrat nima dna. Ravno v teh dneh pa je izbruhnila afera, vezana na podpredsednika Evropske komisije, Franca Timmermansa, ki je bil podpredsednik Evropske komisije v prejšnjem mandatu, odgovoren za zeleni prehod. Prihaja na dan podatki, koliko teh milijard je šlo za rekel, namene, ne, za katere ne bi smele iti. Ne.
velikanska stvar, verjetno je to daleč, vsaj sledi so daleč največji evropski finančni škandal, ne, ki smo na pragu katerega smo. In zdaj, ko vse to seštejete, ne, pa še veliko stvari bi lahko omenil, sem da zdaj več čas porabila za to, je kilovat elektrike na Kitajskem 3-krat cenejši kot pri nas. Evo. Ja. Se pravi, zaradi neracionalnega pogleda in ideologije delamo slabe odločitve, ki imajo posledice na vse, a ne recimo na gospodarstvo. Če zdaj povzamemo vse? Na gospodarstvo, pa tudi na okolje, ker v gospodarskem smislu je danes planet več ali manj ena celota. Ne? Se pravi, to, kar se proizvaja v enem delu planeta, pa če se rabi to na drugem koncu planeta, danes logistika ni tak problem. Ne velja to za vse, ampak za stvari, ki jih pač uporablja večina prebivalstva, to velja. Ne? Veliko tega, kar mi kupujemo v trgovinah, je narejeno na Kitajskem. Daleč, ne? Ampak da transport ni tako drag. Zdaj, ko smo mi uvedli, zdaj to regulativo zelenega prehoda, se je evropska industrija seveda temu začela prilagajati. Zdaj, proizvodnja tega, kar pač ni bilo globalno konkurenčno, pa je Evropa verjela, da je to ekološko spremljivo in smo to subvencionirali, se pravi, smo tja dajali denar in dokler je ta denar bil, je bila ta proizvodnja v Evropi. Ne. Za veliko teh produktov teh subvencij ni bilo ali pa niso bile zadostne in lastniki teh tovarn so pač razmišljali racionalno. So rekli, če bom jaz imam pač neko X industrijo, ki je energetsko potratna in uporablja tudi ogljična goriva, nafto, plin, premog, karkoli. Jaz moram plačevati potem še CO2 kupone in ko jaz to na koncu leta zračunam, je proizvodnja v Nemčiji za 30% dražja, kot če bi jaz to proizvajal recimo v Indoneziji, ali v Vietnamu, ali v Maleziji, ali na Kitajskem. Torej, iniciative se spremljajo. Ja, in zdaj, ko gre za velike tovarne, za obseg velikih številk, je ta premislek na mizi borda, pač naslednji mesec, ko se stroški povečajo in zračunajo stroške, zdaj pa, če mi to preselimo v Indonezijo, selitev bo stala tok in tok, ampak potem bomo že 3. leto delali velikanski dobiček. In v Indoneziji ni CO2 kuponov, ni okoljskih standardov. In evropska industrija, ki pač je bila energetsko, pa seveda drugi razlog, v mnogih primerih še več, je pa cena energije. Če imam jaz elektriko na Kitajskem za mojo proizvodnjo, ki je energetsko potratna, 3-krat cenejša kot v Evropi, jaz začunam strošek, to je 20% proizvodnega stroška, selitev se mi povrne v 2 letih, pa še delovna sila je tam cenejša, je problem z izobrazbo in tako, ampak to se da pač vse rešiti. Na koncu je kalkulacija in jaz bom te tovarne pač preselil nekam drugam in to se je zgodilo. No in rezultat po pač nekem obdobju je, da je Evropa izgubila veliko industrije, veliko delovnih mest, tudi veliko razvojnih kapacitet, ker vsaj za določen del raziskav in razvoja moraš imeti laboratorije tam, ker imaš tudi proizvodnjo, ker to skupaj rabiš. In seveda izgubila je davke od te proizvodne. Zdaj, če se nekaj proizvaja, se več ali manj plačuje davščine v tistem okolju. Planet je pa dobil več emisij CO2. Ker nekdo, ki je v Evropi proizvajal pod evropskimi standardi, je bil ekološko bolj odgovoren, absolutno je moral biti ekološko bolj odgovoren, drugače bi bil seveda kaznovan.
kot potem, ko je bila ta tovarna v Maleziji ali pa v Indoneziji. Jaz sem bil v obeh državah, sem bil v večjih tovarnah tam. Veste, to je sicer lahko marsikje moderna hala, a ne? Z modernimi stroji in roboti in tako naprej, ne, za ograjo, ne, se pa kopičijo odpadki iz te tovarne in to benga ne skrbi. Psi in otroci brskajo po tistem, pa standardi so tam drugačni. Proizvodnja je cenejša, ampak za okolje je pa to katastrofa. In planet tukaj ni na dobičku, zdaj, če govorimo o imaginarnem planetu, ki ga moramo varovati. Se pravi, ne samo, da smo mi z temi, še enkrat ponavljam, niso bile vse poteze, ki jih je Evropa pri tem ekološkem osveščanju pa novi regulativi sprejemala butaste pa nepotrebne in tako naprej, je bilo tudi marsikaj dobrega, ampak ta globalna usmeritev za pretirano regulacijo, z temi deadlini, za industrijo in tako naprej, to je pa povzročilo veliko škodo in tudi konkurenčno zaostajanje za ostalim svetom. Zdaj, en podatek, ki je neusmiljen, ki je prišel pač v javnost ob koncu lanskega leta, z sorazdelavo, saj grobe številke so itak sprot znane. Leta 2008 je bil BDP, se pravi vse, kar se je ustvarilo v evroobmočju, ki je bilo takrat manjše, ne govorimo o Evropski uniji, iz katere je potem Velika Britanija odšla, govorimo o evroobmočju, se pravi o tistih državah, ki imamo evro kot skupno valuto. BDP, tudi število prebivalstva je tukaj, ne, podobno kot v Združenih državah, no, ampak leta 2008 je bil BDP približno enak. Evroobmočje in Združene države približno enak. Podatek za lansko leto pa kaže, da je BDP v Združenih državah po teh 17 letih večji za 45%. Za 45%. Če bi naredili primerjavo s Kitajsko, je bilo verjetno, je bilo to razmere še bistveno bolj neugodno za Evropsko unijo, ampak pač Kitajska je štartala z nižjega mesta. Amerika, Združene države Amerike in Evropa so bile primerljivi. In so tudi približno gospodarsko okolje takrat bilo primerljivo. Zdaj pa Amerika je v teh skoraj 2 desetletjih, kjer smo mi zaostali, ne glede na to, kjer administracija je bila, kjer vlada je bila, vseeno imela bazični poudarek na inovacijah, na tehnološkem napredku in tako naprej. Evropa pa na regulaciji. Amerika je v tem času ustvarila na stotine podjetij, start-upov, iz katerih so zrasle tudi multinacionalke. Mi smo v tem času v Evropi proizvedli stotine novih birokratskih omejitev. In zdaj je stvar prišla do takšnega absurda in je postala tako očitna, da mora Evropa deregulirati, se znebiti tega dela škodljivih predpisov, kar se tiče zelenega prehoda. In seveda, zdaj, ko gre za ustvarjalnega okolja, ker ljudje radi delajo, ker več delajo, več zaslužijo, ker jih ne gnjavi vsak birokrat z nekim novim predpisom, pa štempljanjem, pa z pravico do počitka, pa ne vem, kva še vse. To pri nas pa tudi marsikje drugje po Evropi počnemo. Skratka, mora tukaj sprostiti se te regulacije glede svobode govora, o čemer smo govorili prej, svobode medijev in besedo equality mora zamenjati beseda meritokracija. Se pravi, več delaš, bolj si nagrajen, več vlagaš v razvoj, večje možnosti imaš, da boš bolj uspešen. Več vlagaš kot posamezniku znanje v to, da napreduješ, da več veš, da si bolj razgledan, manj si na igricah, pa v disko klubu, pa več v dejavnostih, ki te dvigajo,
kot nekoga, ki je bolj produktiven, pa tudi bolj srečen, če hočete. Ta narativ se mora zamenjati. Zelo zanimivo, ko ste primerjali ameriško družbo pa evropsko družbo. Definitivno tukaj pešamo na inovacijah ali pa na okolju, ki spodbuja podjetništvo ali pa spodbuja podobne mena. Ne? Kaj pa če širše pogledava družbo? Ne? Ker to inovacijo ali pa to kreativnost ali pa to gnanje je treba z nečim plačati, se mi zdi. Ne? In ameriška družba ima sigurno na neki strukturni ravni ali pa družbeni ravni probleme. Ne gre vsem enako, ali pa razlike so večje, kot so razlike v Evropi. In jaz bi rekel, da ljudje, ker smo pač socialna bitja, se primerjamo med sabo. Ne? In tudi, če smo vsi malo na slabšem ali pa podobni, na podobnem, mogoče je psihološka bolečina manjša, kot če smo vsi na boljšem, ampak nekdo ima pa ogromno, mnogo več od nas, ker se primerjamo, kot ta socialna bitja. Verjetno ne bi vsega vi prenesli iz ameriške družbe, a bi se dal samo ta delček prenesti, je moje vprašanje. Ne, se gledajte, tam nekje do leta 2008, ko so bili mi z Združenimi državami tukaj nekje, se pravi, na neki podobni stopni razvoja. Nismo bili enaki, Ameriška družba je bila tudi takrat, drugače organizirana, bistveno bolj, individualistična kot evropska. V Evropi pa je bila neko zdravo ravnotežje, v veliki meri neko zdravo ravnotežje. Se pravi, smo skrbeli za to, da smo bili uspešni, da so bili tisti, ki so bili uspešni zgled. Hkrati pa nismo zanemarjali niti temu, kar se z napačno besedo reče sociala. In se je tudi uradno govorilo o socialno-tržnem gospodarstvu. Se pravi, se je vedno pač od tam, kjer je bilo več denarja, nekaj tega denarja namenilo za pomoč tistim, ki so tako ali drugače padli skozi to sito, ki niso bili konkurenčni. Zdaj potem pa je, ampak to je bil korektiv, ne mainstream. Ja. Potem pa je korektiv začel postajati mainstream in zaradi tega smo zaostali. A vas lahko direktno? Po domače rečeno. Tako da, glejte, Slovenija je znotraj Evrope najbolj egalitarna družba. V Sloveniji imamo najmanjše razlike med najvišjim pa najnižjim slojem. In del tega je treba pripisati tudi, da je čas o temu rekli, gradualizmu. Se pravi temu, da se pač ni takoj skakalo v neke radikalne rešitve in posege. In pač zdaj vse to, kar so zapeli hvalnice gradualizmu, tega jaz ne kupujem, ampak delno pa je bil ta pristop pravi. Se pravi, nekaterih rešitev, ki imajo za cilj neko boljše stanje, ni pametno forsirati čez noč, ne glede na to, da bi tisto boljše stanje mogoče dosegel hitrejš, ker ima to preveč stranskih posledic. Se pravi, moraš ubrati pravo pot. In Slovenija je to tam nekje do konca leta 2008, da se zdaj omejim na Slovenijo, ker pač to bolj podrobno poznam, znala. Do leta 2008, če pogledate naš razvoj, Slovenija se ni tako razslojevala, kot se je recimo v zadnjem času. Slovenija je lovila zaostanek za razvitimi. Mi smo leta 2008 prišli, ob koncu mandata tiste naše vlade, prišli na 91% evropskega povprečja po razvitosti. Italija je bila takrat na 100. A to se produktivno zgleda, BDP? BDP, pa kupna moč na prebivalca. Kupna moč na prebivalca je še bolj natančen podatek, ker pač
kaže realen standard človeka, ne samo številka. Zdaj, če je tvoja kupna moč enaka kot recimo v Italiji, potem je kvaliteta življenja približno enaka kot tam, recimo. Ne. Samo BDP podatek je premalo. No. Se pravi, kupna moč je kar z vidika posameznika bolj pošten faktor za primerjavo. Skratka, bili smo na 91% in Italija je bila takrat na 100%. Mi smo imeli načrt, če imamo še en mandat, bomo ujeli Italijo. Ne. Italija pa bila, recimo, takrat se je Slovenija osamosvojila, pred nami smo bili mogoče tam na 45% standarda. Največ. Mislim, da niti ne. Se pravi, velik napredek v 17 letih. Ne. V bistvu dohitiš tiste, ki si jih prej 50 let gledal močno v hrbet. Ne. Izkoristili smo potencijale, ki so spali. Regulativa je bila več ali manj normalna, ne pretirana, število zaposlenih v administraciji je bilo bistveno nižje, recimo, kot je danes. Davki so bili bistveno bolj razumni. Zdaj pol se je začel decline, zaton, najprej s tisto Pahorjevo vlado, ki je napačno reagirala v času gospodarske krize. Takrat smo povečali javno porabo za skoraj 10%, BDP pa padel skoraj za 10% in smo naredili v javnih financah velikansko luknjo, ki smo jo morali pol reševati z nepriljubljenimi ukrepi, z ZUJF-om, ker smo morali proračun zmanjšati skoraj za 1 milijardo. In temu je potem sledil nek udar teh zblojenih socialističnih idej, preko takšnih ali drugačnih novih obrazov in list, ki so se naredile za ene volitve. In smo capljali. Smo capljali za razvitimi in ujele so nas Češka po standardu, ki je bila 30 let nazaj daleč za nami. Češka je bila daleč za nami. Poljska je zelo ekonomsko uspešna. Estonija, Litva je po moje blizu, Latvija še ne, Slovaška še ne, Madžarska tudi še ne, ampak te države, ki sem jih omenil, ki so bile daleč za nami. Daleč za nami. In tudi geografsko imajo slabše možnosti od nas, so nas praktično ujele, nekatere prehitele. Skratka, kaj to dokazuje? Zdaj, ta dva obdobja razvoja samostojne Slovenije. To dokazuje, da imamo potencijale, da se da ni potrebnih nekih revolucionarnih rezov pa pretresov, za to, da je boljše, ker jih ni bilo takrat, kvečem kakšen mogoče premalo, kar se tiče tako imenovanih reform, da se da pa tudi grdo rečeno zajebati. Vse to. In to smo v glavnem počeli, ali pa to se je v glavnem počelo v tem drugem polčasu. Pa še to moram reči, relativno, kljub vsemu temu, dober standard v Sloveniji, ki ga še vedno imamo. Kljub temu, da smo izgubili veliko prednosti, je posledica dveh faktorjev stabilnosti. Prvi faktor stabilnosti je slovensko gospodarstvo ali pa večji del slovenskega gospodarstva. Vse tiste firme, ki so nastale iz obrtniških delavnic, ki so nastale iz raznih start-upov v tem času, brez državnih subvencij, ali pa z minimalno državno pomočjo, kot recimo Pipistrel. Teh podjetij je v Sloveniji na 1000. Za mnoge zelo uspešne niste nikoli slišali, ker noče biti na radarju. Ker čim je nekdo pri nas na radarju, potem je na radarju tudi za glomazno davkarijo, pa vse inšpekcijske službe, ki gredo že iz Ferbca tja pogledati. In pri nas večina podjetnikov noče biti na radarju, noče biti menedžer leta, noče dobiti nagrado za gazelo, ker so pametni. In ta del slovenskega gospodarstva je tudi prilagodljiv. Na začetku so se tisti, ki so že obstajali, prilagodili izgubi jugoslovanskih trgov, kar je bil velikanski šok
za slovensko industrijo. Enkrat je bilo treba uporabljati zahodne standarde, ne. Prej si lahko izvažal Srbijo na Kosovo, Bosno in Hercegovino po JUS-u, pa bilo treba po Nemčijo izvažati in za marsikoga je bil to velik šok. Niso ga vsi preživeli, mnogi pa so ga in so postali uspešni potem. Potem to gospodarstvo je preživelo izjemno slabo reagiranje vlade v času gospodarske in finančne krize in to gospodarstvo je bilo drugo najboljše v Evropi v času covida. Ne. Slovenija je bila po ekonomskih dosežkih v času covida druga najbolj uspešna država, daleč pred tretjo in vsemi ostalimi, takoj za Dansko. In zdaj ta del slovenskega gospodarstva je tudi izjemno mednarodno povezan in odporen na vse te poskuse levih ali pa socialističnih vlad pri nas, ki se ne ukvarjajo s tem, kako izboljšati gospodarsko okolje, ampak kako jih bolj obdavčiti, pa bolj regulirati, kot se še posebej dogaja v tem Golobovem mandatu. Tako da lahko se zahvalimo našim gospodarstvenikom, da vztrajajo. Ne vsem, ampak veliki večini. No, in potem drugi faktor stabilnosti je pa lokalna samouprava. Denar, ki se porablja v slovenskih občinah, je bistveno bolj racionalno porabljen kot denar, ki se porablja na državni ravni. Zaradi tega, ker ljudje vidijo, ali je nek župan naredil pločnik, ali je naredil šolo, ali je naredil vrtec in če so tam kakšne nepravilnosti, tega se pač vsaj za dalj časa ne zakrije, vsaj večini občin je tako. Za občine kot je Ljubljana, Maribor, ker je proračun v desetinah milijonov, je ta nadzor manjši. Ampak večini občin v Sloveniji, ki so majhne, ta obstaja in ta denar je racionalno porabljen. In kvaliteta našega življenja je v veliki meri odvisna ne samo od tega, kar počne vlada, ampak od tega, kako se stvari ureja na lokalni ravni. Ali boste imeli javno razsvetljavo, ali boste imeli kanalizacijo, boste imeli čisti zrak, denarja zaradi tega, ker je bil župan pameten, pa je pravočasno odprl gospodarsko cono in pol več dobiš od teh podjetij. To v veliki meri nadomešča ali pa blaži napake, ki se delajo na višji ravni. Zdaj največji problem, kar se razvoja tiče v Sloveniji, je nek glomazen sloj nesposobne birokracije, ki se je ustvaril nad tema dvema faktorjema stabilnosti, ki si skozi izmišlja neko novo regulacijo, ki ne zna napisati logičnih zakonov, ki je včasih potem še, ideološko zlorabljen, kot je zdaj ob teh eskapadah in predlogih, ki prihajajo s strani stranke Levica. In tudi zaradi stroška. Leta 1996, ko je Slovenija po osamosvojitvi zaokrožila svoje institucije, smo funkcionirali sami, neodvisni, nismo niti še v Evropski uniji. Mi smo imeli v širši administraciji 40,000 ljudi manj zaposlenih. 40,000 ljudi manj zaposlenih kot zdaj. S tem, da smo potem, ko smo šli v Evropsko unijo, del pristojnosti itak prenesli na Bruselj. Se pravi, bi se morala ta številka kvečjemu zmanjšati, pa se je samo povečevala. Kasneje je tudi Evropska unija začela funkcionirati v napačno smer z dodatnimi regulacijami, ki zahtevajo potem tudi v nacionalnih državah, pač ljudi, ki se s tem ukvarjajo, pa odpravljajo te ovire. Ampak v najboljšem primeru bi lahko številka ostala na isti ravni. Dobili smo boljše računalnike, sisteme, oblake, digital, se pravi, z manj ljudmi se da narediti bolje. Mi smo samo to povečevali. To je tudi velikanski strošek, to je velikanski strošek, ki pol obremenjuje vse, tudi naš standard. No in zdaj, da ne bom samo teoretičen pri regulativi,
ko je Slovenija zaživela samostojno življenje samostojne države, je bilo veljavi nekaj več kot 100 zakonov, pa nekaj več kot 1000 uredb in drugih aktov, ki veljajo na nacionalni ravni, ki pa niso vsi zakoni, vlada sprejema uredbe in tako naprej, ministrstva določene stvari. A veste, koliko tega imamo danes? Ne? Danes je v Sloveniji, pa mislim, da mi je številka še bolj narasla, no, ampak ko smo zadnjič delali ta pregled, v Sloveniji velja danes 10-krat več zakonov. 1200. Zakonov, sem živ. Vsak organizem želi rast. In preko 25,000 podzakonskih aktov na državni ravni. Potem imate še lokalno regulativo, vsak občinski svet to sprejema, to ni tak problem. Ni niti pravnika, niti inštituta, ne, ki bi znal našteti 10% te regulative, ki velja. Imamo potem institucije, ki jih plačujemo davkoplačevalci, pa več ali manj delajo isto, kot neke druge institucije, ki jih tudi plačujemo davkoplačevalci. Nabilo se je teh raznih agencij, uradov, organov v sestavi. Zadeva je nepregledna. Mi ravno zdaj pripravljamo izredno sejo Državnega zbora, kjer se nimamo iluzij, da bomo vse to spremenili, ker smo pač opozicija. Bomo pa naredili pregled vsega tega, tudi kako se je pač zadeva v številkah razvijala v zadnjem času, zato da malo pripravimo slovensko javnost na debirokratizacijo, ki jo nameravamo izvajati v naslednjem mandatu in bo drastično. Midva se po moje strinjava, vse, kar je bilo danes povedan, ne čisto vse, ampak zelo podobno slišim to narativo, ki se zdaj v Ameriki izredno močno plasira, ne, z Muskom, pa Dodgeom, pa debirokratizacijo z nižjim stroškom, pa ima poleg ekstremen primer Mileja v Argentini. Jaz osebno to zelo pozdravljam. Bi pa nekaj preveril, ampak oboji imajo manjši problem s tem. Manjši problem. Zagotovo, ne? Zagotovo je problem birokratizacije v Sloveniji večji kot v Združenih državah. Bistveno večji. Sem mislil, da imate Argentino v mislih, ker tam je pa ekstremov, ne? Bil v zadnjih 20 let. Argentina je latinsko-ameriška država, ne? Tam se vsemu temu, kar imamo mi problem, ne, pridruži še nek sentiment, ne, ki je malo podoben temu, kar smo mi včasih imeli v socializmu, ne, se pravi, mogoče za ilustracijo, ne. Ko sem jaz postal minister za obrambo, oziroma takrat še sekretar v prvi vladi, ne, smo začeli pripravljati novo zakonodajo za pač, ne vem, ustanovitev Slovenske vojske, zakon o obrambi, vse to. In jaz sem takrat prvič ugotovil, da je pravo poljubna kategorija. Ne. Mi je bilo jasno, pač, da ker sem živel nekaj časa v socializmu, da če partija reče tako, je pač tako, ne, ker je edina oblast, pa tudi če v nekem predpisu piše drugače. Ne. Potem pa, ko je breme nekega delčka reforme pač padlo name, ne, in ko smo začeli pripravljati pač to novo zakonodajo, sem ugotovil, da je tudi pravo poljubno, ne, ker ko so pravniki, ne, ki smo jih imeli takrat, ne, vladi, začeli pisati osnutke zakonov, veste, katera beseda je bila največkrat uporabljena? Praviloma. Se pravi, berem jaz predlog, ne, in je pisalo, v občinah se praviloma ustanovijo ti in ti štabi. Mislim rekel, spol temu pravniku, ki mi grede ni bil nesposoben. Ne. Kaj to pomeni? Če mi napišemo, da se nekaj naredi praviloma. Ne. Ja, je rekel minister, je rekel, to je pa zaradi vas. Ne. Če bomo napisali, da je to praviloma, ne, pač bomo vztrajali, da se to izvaja.
bomo pa naleteli na kak primer, za kjer bomo presodili, da ne bilo dobro, da se izvaja in bomo rekli, da to pa ni treba. Ne? Ja, v tem takem zakona ne rabiš. Ker v zakonu piše praviloma. Ja. Ne. Zdaj tak zakon... Ne, če si tako naknadno določi. Služi svojemu namenu, ne? Zdaj, če je neka oblast, ne? Ki je absolutna. Ne? To je, ne vem, pač inštrument prosvetljenega absolutizma. Ne? Ni pa to inštrument demokracije, ne? Ker mi takrat nismo imeli ustave. Ne? Zdaj, ko smo sprejeli ustavo je bilo to, rekel, na ustavni ravni v bistvu prepovedano, ne? Ker slovenska ustava terja jasen predpis, ne? In terja predpis, ki je javno objavljen in splošno znan, zato da ti nekaj uveljaviš, ne? Prej pa pač tega ni bilo. Se pa to ne uporablja. Danes imate še polno primerov, ko nek minister pač izda nek pravilnik, ne, pa ga ne objavi. Ne, zakon mora biti tak, da ti je vseeno, kdo je na oblasti. Absolutno. Ne, so tvoji ali so tuji, a ne? Absolutno. Mora biti jasen, predvidljiv, sploh za podjetništvo. Velja za vse enako. Ne? Pravi, za vse, ki so v enakem položaju, velja enako. Ne? No, to sem hotel prej preveriti, ker sva glih o teh silah govorila, pa recimo, da ste vi na desni sili, pa zdaj sva govorila o ekonomiji pa gospodarstvu in se po moje popolnoma strinjava skoraj, ne? Koliko se vam zdi, da je potrebno imeti proti silo v življenju? Koliko se vam zdi, da ta drugi pol, ki načeloma igra igro proti vam, a ne, v tej igri politike, koliko mislite, da je za celo družbo pomemben? Zato, ker ko sem se z znancem pogovarjal, ki je precej aktiven v ekologiji, pa v teh krogih, a ne, sem mu rekel, pa zakaj tako ekstremno gledaš na to? Ne? Prav, tudi mi podjetniki prispevamo nekaj, pa moramo najti neko sredino mi med nami, a ne, imamo različne poglede. In mi je rekel nekaj, kar mi je spremenil mišljenje. Je rekel, jaz sem za nalaž v ekstremu, zato da drugo stran proti sredini potegnem. In v sredini je resnica, ampak jaz moram igrati igro ekstrema. In to mi je takrat, on se zaveda svoje vloge v celi tej igri. A ne? In to sem vedno želel z nekom takim, ki se mi zdi, da je na nekem polu, ne bom rekel ekstremnem, ampak jasnem polu, kakšen ima odnos s tem drugim, s katerim pleše v tej igri. Jaz bi najprej nekaj rekel obrambo tega pojma resnica. Ne? Zdaj pač resnica ni na sredini, ne? Resnica je tam, kjer je. Se pravi, nekaj se je zgodilo ali se pa ni zgodilo. In tukaj to je dejstvo. Ne? Ma pa midva lahko različne poglede. Ne? Ali je to, kar se je zgodilo, dobro ali je slabo. Ne? Ali je nekaj vmes. Ne? Ampak to ni resnica. Ne? To je stališče. To je najno stališče. In kar se tega tiče, je to ravnotežje, ne? Za normalno sožitje v demokratični družbi ključnega pomena. Ne? Ker če ni, kot ste vi rekli, neke nasprotne sile. Ne? Imamo primere v zgodovini, ko to ni bilo dobro. Potem tega ravnotežja ni. Ne? Zdaj, ne vem, jaz lahko o tem veliko govorim, ampak mogoče en čista konkreten primer. Ne? V Sloveniji nimamo ravnotežja, kar se tiče medijskega prostora. Ne? Recimo, ko je leva vlada, so mainstream mediji načeloma takšni vladi naklonjeni. Ne? Ko je recimo naša vlada, so srednji mediji naši vladi večinsko nenaklonjeni. Ne? In je to dejstvo, ki ga noben ne zanika praktično. Ne? Razen tisti, ki se hoče delati slepega. Ne? Ampak jaz nimam recimo tazga občutka. Ja, vem, ampak niste bili nikoli v položaju, kjer bi lahko ta občutek stehtala. Ne? Ja, zdaj sva spet tam, ker ne morava določiti resnice. Ne? Pa sej, zato je najmen pogovor lahko tudi zanimiv. Ne? Če bi se mi da vsem strinjala, ne vem, bi postavili neko vprašanje, jaz bi rekel res je. Zdaj se pa lahko pogovarjamo. Ne? Zdaj, zelo malo ljudi, ki bi se z nekim naključnim, ne, drugim človekom ali pa osebo vsem strinjali, če so iskreni. Ne. Vsako nas je različen. No, ampak zdaj, če govorijo o družbi pa o potrebi po ravnotežju, ne, glejte, demokracije ni brez opozicije. Ne.
opozicija v sistemu parlamentarne demokracije ali pa kjerkoli demokracije je ravno tako potrebna kot večina. Večina ima pravico, da sprejema rešitve, pač tisti, ki je opozicija, ima pa ne samo pravico, ampak ima dolžnost, da išče napake v teh rešitvah, pa da na to opozarja. Pa da, seveda, tudi da podpre, kar je dobro, kar se mu zdi dobro, da je iskren tukaj. Ampak dolžnost opozicije je ne da podpira vlado. Dolžnost opozicije je, da opozarja na stvari, ki se ji ne zdijo dobre v vladnem ravnanju. Zdaj in to je tudi dolžnost medijev. Dolžnost medijev ni niti, da vse hvalijo, niti, da vse kritizirajo. Dolžnost medijev je, da pač predstavljajo nek pogled na neko situacijo, predvsem pa, da ljudi informirajo o tem, kar počne tisti, ki ima škarje in platno v rokah. Pa dobro dela recimo vlada zdaj, če bi vas vprašal direktno? Lahko povem. Kasneje, ampak najprej, da to končava. Zdaj, ko ste rekli, da se ne strinjate s tem, da so mediji bolj kritični do recimo desnih kot do levih. Ne, bolj so. S tem se strinjam. Ja. Nisem se strinjal s tisto, da so do vas izključno kritični. Izključno je mogoče pretirana beseda. Kazanič je bil mesec, mislim, da je bil na 24 ur, pa je bilo kar burno. In pa sem to imel v glavi in se rekel, vseh zagledanost, ob koncu mandata je fajn katerega-koli politika. Ob koncu mandata je neka vlada ali pa neka vladna koalicija ali pa neka stranka, na katero se ne računa več, pa tudi če je z leve legitimna tača. Ampak to je mogoče preveč sofisticirana debata. To, kar sem jaz hotel reči v zvezi z mediji, je to, da ta pretežna naklonjenost levih medijev do levih vlad je za njih nekaj slabega, ne nekaj dobrega. Razumete? Ker za vlado je to, da jo vsi kritizirajo, ali pa da jo pretirano kritizirajo, nightmare, muka, huda. Ampak še hujša stvar je, da večina medijev neko vlado, ki ne dela dobro, takrat hvali. Ker potem ti delaš nekaj slabega, pa ker te hvalijo ali pa te ne kritizirajo, misliš, da delaš nekaj dobrega. In ko pride račun, je to dvakrat večji, kot če si skozi pod nadzorom medijev. In tudi rezultati so slabi. Razumete? Se pravi, je v interesu neke tihe večine, da je medijski prostor kritičen in da ima pri tem, kolikor je možno, enake vatle. In ravno tukaj je, če se vrnemo na najno začetno temo, je revolucija, ki je prinaša dejstvo, da smo vsi mediji. Bom rekel, nekaj najbolj revolucionarnega v zgodovini moderne civilizacije. Zdaj od nekdaj je veljalo, ali pa pač od razsvetljenstva naprej vsaj je veljalo, da je največji faktor, največji izenačevalec v družbi, equalizer, je izobrazba, znanje. Kot je rekel Bacon, temelj suverenosti človeka je v znanju. Ni v mošnji, ni v poziciji, ni v plemiškem nastopu, ampak je v znanju. Znanje je nekaj, če imaš znanje, in če ga znaš uporabljati, si suveren. Ne more ti tega vzeti, lahko te omejujejo kakorkoli, ampak gledajte, to je temelj suverenosti posameznika. Z razvojem tehnologij smo prišli še do drugega splošnega izenačevalca in to je internet. To je internet. Pretok informacij. Ja, ne vem. Včasih je bila informacija velikanski privilegij. Velikanski privilegij. Potem se je odkrila pisava, pa tisk in tako naprej. Lahko Bacon že pol rekel, da je suverenost človeka v znanju, ker je bilo znanje dostopno širše. Danes je praktično dostopno vsem. Danes je večina znanja dostopna vsem. In to je velikanski izenačevalec v družbi in to tudi v temelju spreminja vlogo klasičnih medijev
in cementira to dejstvo, da smo lahko vsi mediji. Ne. In ko se bo večina ljudi, ne vsi, ne, ampak ko se bo večina ljudi tega zavedala, ne, se bo marsikaj na svetu odvijalo drugače. Bodo tudi nevarnosti, ker ni vedno tako, da tisto, kar odloči večina, ne, da je tudi dobro, ne, ni vedno tako, ampak možnosti za zlorabo ali pa za izkoriščanje monopolov v informacijah, cenzure in tako naprej, bodo tako majhne, kot niso bile še nikoli. Kaj pa na monetarnem vidiku pretok informacij, pa recimo trenutnega sistema, ki je v veljavi zadnjih recimo 60 let, fiat sistema imamo v mislih, denar, ki ima sicer podlago v vojaški moči tiste države, ki ga izdaja in podobno, ne? Ampak nima pa neke realne fizične podlage v realnem svetu, ne? Pa tukaj bi se rad navezal na mogoče tehnologijo, ki ste večkrat omenili, pa Bitcoin protokol. Kako tukaj gledate? Ker jaz mislim, da veliko težav, o katerih sva danes govorila, izhaja prav iz tega, ker teh checks and balances v družbi ni, glede zapravljanja našega denarja, ki ga sicer transparentno čez davke poberemo, ampak netransparentno pa čez inflacijo. Ne? Jaz v bistvu imam lahko neke prihranke, recimo moja baba jih ima, verjame v fiat denar in vsako leto ji država nekaj tega denarja vzeme skozi inflacijo in financira svojo birokracijo pa sistema. Ne? Tukaj me zanima kot voditelj, kot vodja, ki ste vodili državo, pa jo verjetno boste, zdaj ne vem, kakšne so javnomnenjske raziskave, ampak tukaj me zanima, kako gledate na ta sistem, v katerem sva oba odrasla in včasih je težko veniti iz tega kalupa. Ne? Ja, sej pač revolucija, ne? V drastični spremembi nečesa, ki se nakazuje tukaj, ne, z prihodom ali pa z možnostmi, ki jih je prinesla digitalna tehnologija, mislim tukaj na Bitcoin, ne, bo velikanska. Ne, bo velikanska. Zdaj obstoječi monetarni sistem, ne, v širšem smislu, to, kako mi uporabljamo denar, ne, kot nadomestilo za neko pravo ali pa imaginarno vrednost. Tukaj bodo velike spremembe tako na individualni ravni kot na mednarodni ravni. Absolutno. Ne. Zdaj, in kar se tiče tega recimo nekdanjega monopola dolarja kot rezervne valute, ne, Bretton Woods sporazuma, z vsem tem, kar se je dogajalo v zadnjih 15 let, z spodom Kitajske, BRICS-a, če hočete, teh povezav, zdaj z posledicami sankcij proti Rusiji in tako naprej. Zdaj ta moč se je precej skrhala, ne, absolutno. Ne. Zdaj te moderne tehnologije pa bodo na neki točki privedle do tega, da bomo dobili čist nekaj drugega, ne, kar se tiče mednarodnega finančnega sistema. Jaz premalo vem o tem, da bi bil bolj konkreten, imam pa slutno, da se je to zgodilo. Veste, kaj sem vas še hotel vprašati, ker sva govorila veliko o teh dveh silah, pa jaz, če svoje življenje, recimo v 20-ih, pa zdaj 30-ih, pa delanju podjetništva, pa gledanju na svet, začel sem predvsej srednje levo, potem se pa malo proti desnici začel obračati glih zaradi ekonomskih razlogov pa smiselnosti okoli tega. Zanima me mogoče vaše potovanje čez miselnosti pa gledanje na svet. A ste vedno tako gledali na svet? A ste gledali drugače v prejšnjem sistemu kot mlad posameznik? Ta prehod, če je bil prehod, me malo zanima. No, absolutno sem jaz drugače gledal na svet, ker pač sem gledal na svet skozi očala, ki sem jih imel, oziroma skozi informacije, ki so me obdajale.
Zdaj, kljub temu pa sem jaz zelo hitro videl, da to, kar je propagirano v socializmu, ni tisto, kar živimo. Takrat je bil nek val v takratni ZSMS, mladinski organizaciji, ki je šel levo, še bolj levo od tega, kar je bilo. Se pravi, da je že tisto študentsko gibanje leta 68, je bilo v bistvu poskus, da se anomalije v socialistični družbi uredijo tako, da se družba naredi še bolj socialistična. Se pravi, še bolj enaka. Ker je bilo takrat v spredju to, da propagira se enakost, kasneje samoupravljanje, vsi smo enaki, ampak pol pa vidiš človeka, ki prije v Mercedesu, pa ima vikend, pa je partijski sekretar, ne v občini, se ti zdi, to nekaj ne gre skupaj, Zdaj, ker pač... Teorija pa praksa sta bila v razkrižju. Pač ni bilo ni bilo niti literature, niti kogarkoli, ki bi znal to pojasniti na ta način, kot si znamo to danes pojasniti. In potem se je takrat iskalo odgovore v Marxu, v Leninu, v Engelsu, brezrazredna družba, češ to ni brezrazredna družba. In takrat sem bil del nekega gibanja, ampak nekega vala v takratni mladinski organizaciji, ki ni bil desni, je bil levi, absolutno. Kako se je rekel temu gibanju? Kaj je zvoril. Takrat je nastala ta založba Krt, časopis za kritiko znanosti. In takrat, potem, ko so me vrgli za službe, sem bil tam nek sekretar, urednik. To je bila v bistvu levičarska revija, kjer so objavljali ljudje, kot je Bogomir Kovač, ki je še danes tako aktualno ime, ki se je recimo zavzemal za unitarno Jugoslavijo takrat. Recimo. Ampak to je trajalo zelo malo časa, ker pač, ko malo več teh stvari prebereš, nekako stvari ne gredo skupaj. Zdaj, potem je prišlo situacije, ko sva z Igorjem Bavčarjem dobila rokopis dnevnika Staneta Kavčiča. Pač predsednika izvršnega sveta slovenske vlade, tam v 60-ih letih, ki so ga drastično odstavili, pa pač dali na temo. In tistem dnevniku, kljub temu, da on je bil pač levičar, ampak tistem dnevniku je opisoval zelo konkretno, kako so se stvari dogajale, in na nek način sem je šele preko tega dnevnika, ki je bil itak bum, ko je išel, smo ga v bistvu ilegalno natisnili potem, videl razsežnost zablode tega socializma. No in potem jaz sem takrat zaradi nekega poskusa, da se vseeno sicer z leve pozicije kritizira jugoslovansko armado pa partijo in tako naprej. Že v sodnem postopku vrgli so me službe, črtali so me z partije, sem bil član par let. To se je vse dogajalo v letih 84-88. No in seveda, rekel, kaplja čez rob, ki je danes del zgodovine, je bil pač nek klic študentov Ljubljanske univerze, ki so prišli do mene in so rekli, zdaj pa bi mi tebe predlagali za predsednika ZSMS. To je bilo tam nekje v začetku leta 1988. Jaz sem takrat izven vsega z
Igorjem Omerzo sva ravno takrat postavili na noge eno malo računalniško podjetje, ne, Mikroado, ki se je ravno ta boom začel. In moram reči, da me to niti ni zanimalo, jaz sem se vrgel takrat v IT, ne. Ampak okej, ne, občasno sem takrat še vedno kaj napisal kritičnega. In sem rekel, kako mi je skandidiral za predsednika ZSMS, če niti član nisem, ne. So rekli, si to formalno, so vsi člani, ki še niso stari, ne vem koliko, 35 let ali koliko je bilo, 33, 30 takrat, ne vem. Koliko je za štos, ne. Napiši program in pol sem jaz napisal nek program, v katerem sem napisal stavek, zaradi katerega so me pol zaprli pravzaprav, ne. Čeprav bi izgovor drugi, jaz sem tam napisal stavek, da na očitke, ne, da se mi s tem našim programom borimo za oblast, odgovarjamo z besedo da. Ker prej bil glavni, karkoli si kaj naredil, pa kritiziral partijo, se rekli, si tebi sploh ne gre za stvar, ne, ti hočeš oblast, boriš se za oblast in vsi so se branili, nam pa ne gre za oblast, ne. Niste prišli do konca, kaj s tem stavkom? Jaz sem to malo razmišljal in sem pol napisal točno to, ne. Se pravi, na očitke, da je to program, s katerim se borimo za oblast, ne, kot mladinska organizacija, odgovarjamo z besedo da. Oblast v demokratični družbi ne more biti rezervirana samo za eno stranko. In to je potem katedra, to je bil pa mislim, časopis mariborskih študentov, objavila, ne, ta program z mojo sliko, no in seveda pol je konc maja 88, 3 tedne pred to konferenco, ker naj bi volili predsednika ZSMS, moj protikandidat je takrat Jože Školč, ne, se ga pa uradno predlagala, ne. So me aretirali, zaprli, zgodila se je Roška. Dajte mi malo več o tem povedati, kako je to izgledalo kronološko. Ja, zdaj že toliko časa minilo, ne, zdaj dolg časa po Roški smo nekako živeli prepričani, da o tem se ne splača govoriti, ker to vsi vedo. Jaz nisem toliko. Absolutno, lejte, zdaj so zrasle generacije gor, za katere je to pač nek zelo oddaljen čas. Zdaj, ne vem pa, kaj vas zanima, ali zanimivi detajli, ali... Ja, bili ste nekje in prišli so vas iskat. Pa me pa zanima, kako je to kot zaslišanje potekalo. Jaz sem ta program sicer napisal za pač to skupino študentov, ne, Samo Resnik, pa še par jih je bilo. Ampak nisem imel benih iluzij, da bom pa jaz zdaj izvoljen, ne. Ker mi je bilo jasno, kako stvari potekajo. Bil sem prej v predsedstvu te organizacije za ZSMS in sem vedel, da in ko je prišlo do prvega konflikta z partijo v nekem programu, so nas vse zamenjali, ne. Sem vedel, da to ne bo nič, ampak pač kot provokacija, ki je malo mehča, ne, situacija, se mi je to zdelo dobro, ampak nisem tega jemal resno, ne. In mislim, da so z Igorjem Omerzo ravno bila v Minknu, ne, odkoder smo uvažali tele komponente za PC-je in prišli domov zelo pozno in nekje o 5 zjutraj zvonijo na vratih. Gre takratna partnerka odpred in zunaj je bila udba, ne, seveda, ne, koliko jih je bilo. Zaprav rekli, mi smo udba. Ne, so rekli, mi smo iz uprave za notranje zadeve, a ne. Noben je rekel, jaz sem udba, ne. Ja, se to ja, to smo še pol ugotovili, a ne. Rekli, tukaj, ne vem, so kazali kakšne izkaznice ali ne, no. Moja hčerka je bila takrat stara manj kot 1 leto, je začela jokati, starejši sin je bil 4 leta. A to so bili Slovenci, so slovensko govorili? Ja, seveda. So bili vsi Ljubljančani iz ljubljanske podružnice. In pol so me odpeljali na Mikroado, ne, na delovno mesto.
Rekli so, tukaj v stanovanju bomo naredili hišno preiskavo, ampak vas bomo odpeljali tja, ker bo tudi tam hišna preiskava na Mikroadi. To je bilo na Nazorevi, oziroma to smo bili potem že na Čopovi, no. Imeli 2 prostora, oboje so preiskali. Bili so prej tajno, smo pol ugotovili že velikrat v teh prostorih, ne. Po noč so vedeli, kje je kaj. In tam pač so cirkus zganjali mogoče ne pol ure, ne, pa je pa tale Drago Isajlović, ki je bil kasneje desna roka Janeza Zemljariča v poslih, a ne, še vedno trguje, slišim. Odprl predal moje pisalne mize in ven potegnil pač en del tega vojaškega dokumenta, ki mi ga je kak teden, mesec prej prinesel Marko Hren, Franci zavrl, z Mladine. Češ, da jim je to nekdo prinesel z komande armade, ne, nek podoficir, pa da jaz to malo pogledam, ker možno je to tudi provokacija, ne. Ker ni bilo prve strani, ni bilo zadnje strani, bila sta 2 lista, kjer pa je dejansko pisalo, da poveljstvo 9. armade za primer demonstracij v Sloveniji ustanavlja dodatne oddelke vojaške policije za zatiranje nemirov in tako naprej. Kar je seveda nekako navajalo na to, da se je JLA pripravljala na vojaški udar. Ne. Ampak kot rečeno, jaz nisem vedel, kdo je to prinesel na Mladino. Ni bilo prve strani, ni bilo zadnje strani. In jaz mislim, da sem takrat rekel zavrlo, bodite previdni s tem, in enostavno nisem nič naredil. Ne. Sem jaz pozabil na ta papir. Ni se mi zdelo, da bi lahko tak dokument, če bi bil pravi, dejansko liknil iz komande armade, ker to bilo zaprta struktura. Ne. Še nikoli prej se kaj takega ni zgodilo. Ne. Skratka, jaz nisem naredil nič, nisem nič napisal, niti govoril komu o tem. Ne. Ampak oni so točno vedeli, kaj išče in tako naprej, in pa so rekli, tukaj je, ne, so pol snemali to s kamero, našli smo vojaški dokument, izdaja vojaške skrivnosti, in pol smo jo odpeljali najprej na zaslišanje tukaj na Prešernovo, skupaj z Omerzo, ki je bil direktor takrat Mikroade, jaz sem bil šef razvoja. To je bila majhna firma, par nas je bilo zaposlenih. In potem so njega spustili, mene so odpeljali v zapor na Povšetovo. Potem so me, mislim, da še 2-krat ali 3-krat odpeljali nazaj na zaslišanje, kjer jih pa v bistvu ni nič kaj dosti zanimalo, samo cirkus so delali. Kaj rečete cirkus, kaj mislite, ustrahovanje? Ali... Ja, seveda. Priznajte. Na Povšetovi ti dajo neko celico, kjer niti posle ni, je neka klop. Poberejo ti uro, pas, dokumente. Pol pa, kot te odpeljajo na zaslišanje, ti to vse dajo nazaj in ti misliš, zdaj mi bodo pa spustili. Ne. In potem čez 2 uri peljajo nazaj, spet ti vse poberejo. Pol tretjič ti pol vzamejo prstne otise, slikajo te tisto, ne, kot kriminalca. In tako naprej. Jaz sprašujem, imam lahko odvetnika? Ne, sem osmejal, lahko napiš, kaj pa pritožba, tam so mi dali nek sklep o preiskavi. Lahko napišem pritožbo. Je rekel Zvonko Hrastar, ne. Je rekel, lahko. Jaz sem rekel, kako? Nimam ne papirja, ne svinčnika. Je rekel, to ni moj problem. Pol sem pa, mislim, da na Povšetovi, ne, tam od enega paznika, ki niti ni vedel, za kva se gre, ne, dobil papir pa svinčnik in sem napisal pritožbo, ne, in je on tom, ne vem, kam je to nesel, neko pravniku, nikamor ni šlo, ne, tisto. Skratka, naslednji dan so me
pa enostavno spet strpali v marico in odpeljali na Metelkovo, kjer je bil pa vojaški pripor. In so me enostavno predali jugoslovanski armadi in pol se je začel postopek pred vojaškim sodiščem. Brez civilnega odvetnika, čista farsa. In so nas potem obsodili na julija na Ivan Borštner je dobil 4 leta, jaz sem dobil leto pa pol, Franci zavrl mislim, nekaj podobnega, Ivan Borštner, Tasič nekaj manj, ker pol so kao ta dokument našli na njegovi pisalni mizi na Mladini, čeprav ga nikoli ni imel, mu je nekdo podtaknil. Ampak vmes se je zgodil kongresni trg, Bavčar in še nekateri drugi prijatelji so ustanovili odbor za varstvo človekovih pravic. Bilo je veliko zborovanje. Kjerga leta istega? 88, ja. Mislim, po 3-4 tednih po aretaciji. Potem na Roški, ko so nas sodili, so ljudje demonstrirali na tisoče. In, to je bila odmevna... To jih je zelo pretreslo, ja. To jih je pretreslo, ker ko so nas zasliševali, ko so mene zasliševali v tem vojaškem priporu, je prišel celo ta namestnik šefa Kosa, Vasiljevič, v Ljubljano z Beograda. So neposredno prevzeli. Hoteli so narediti velik proces proti opoziciji. Dejansko je bil to pol velik proces, ampak ne v tem smislu, kot so oni hoteli, in so hoteli to eksemplarično, kaznovati tiste, ki pač kritizirajo oblast in partijo in JLA, in meni so rekli 15 let. Najnižja možno kazen, za tole je 15 let. Ti se kar poslal došek, da je videl družino, pa to. Zapor je v Nišu. Jaz moram reči, da v tisti situaciji to verjameš, pa tudi še za nobenega v času te enopartijske diktature v Sloveniji ni bilo demonstracij, pa so jih veliko obsodili, pa zaprli, pa sem vedel, kakva je bila usoda Jožeta Pučnika, recimo, ki je prebil 5 let v zaporu kot politični zapornik, pa mnogi drugi. Vedel sem, da mnogi niso niti preživeli zapora, tako to je bilo zavarjet, ni bilo glih to tako malo, kot se danes komu slišijo, da se nekdo široko usto. Kako se pa soočil s tem? Potem je bila pa, to so bili dosti težki časi, jaz sem knjigo napisal o tem, tako da to precej podrobno opisano, ampak ko so nas pa začeli soditi in smo videli, da so zunaj protesti, se je slišalo, mi nismo videli tega, ker je bilo to pač zatemljeno, ampak množica je bila, se jih je slišalo, so pa vedeli, da pač to ne bo se tako končalo, kot so se ostali procesi, in dejansko je ta reakcija ljudi, ki so se postavili za nas, za naše človekove pravice, vplivala na sodišče, da pač nismo dobili 15 let, ampak manj, in so nas tudi spustili po prvi stopni, ker sodba ni pravnomočna na prvi stopni, niso si upali dosoditi pripora še naprej, ker vmes so se tudi nekateri pravniki oglasili na žalost. Najprej se jih je več oglasilo recimo v Zagrebu kot v Ljubljani. Šeparovič, profesor Šeparovič, dekan Zagrebške pravne fakultete, je prvi rekel, da je to sojenje neprimerno civilu sodja na vojaškem sodišču brez zagovornika. Kakšni standardi so to? Je bilo to celo v Vjesniku objavljeno, tako majhna notica sem kasneje videl. Skratka, ta reakcija ljudi, ki so se postavili za nas, je pač onemogočila ta načrt, da se nas pospravi, enostavno. In tudi odbor za varstvo človekovih pravic je v tem času narasel na organizacijo, ki je imela 100,000 individualnih članov, 100,000 individualnih članov, več kot 1000 kolektivnih članov. To je bil urad v Sloveniji za človekove pravice. To je bilo ločeno. To je bila civilna družba. Civilna družba na območju Slovenije. Ja, Igor Bavčar je bil nek neformalni vodja, zdaj v kolegiju tega odbora mu rekel,
z današnjim jezikom opisano so bili in levičari in desničari. Tukaj je bil Rastko Močnik, bil je, ne vem, Ali Žrdin, recimo, ne? Pa Škof Stres, skratka, to je bila zelo široka druščina, ne? Ker je to dejstvo, ne, da se je aretiralo civila, ki je bil nekaj kritičen, ne, do oblasti, pa da se ga sodi na vojaškem sodišču, na zaprtem sojenju. To je bil šok, ne, ker to se je tudi prej dogajalo, sem se ni vedlo, ne, zdaj se je pa to vedlo. Ne, pa svet je bil drugačen. Ljudje so reagirali in sodili se nam je v srbščini, ne. Čeprav je že takrat v slovenski ustavi pisalo, da v Sloveniji je uradni jezik, ne, in da morajo organi uporabljati slovenski jezik. Ne. In se je tudi to vprašanje izpostavilo. Skratka, reakcija je bila taka, da je prisila tudi vrh partije, ne, takrat s Kučanom na čelu, da so naenkrat, ne, čeprav so me oni aretirali pa predali vojaškemu sodišču, ne, da so začeli posredno, ne, kritizirati postopek. Ne. Se pravi, ja, okej, ne, sej je v tem smislu, ne, sej je kriminalc, ne, ampak je civil in pač vojaško sodišče mogoče ni najbolj primerno v tem smislu. Ne pa, ne, da bi se resno zavzeli za obrambo, in tudi potem, ne, so nas spustili. Mi smo se pritožili na višje sodišče v Beograd, ampak tam so nam kazni potrdili. Ne. Nekateri so celo povečali, mislim, da so Tasiću celo povišali kazen. In potem... Kaj, brez sojenja so oni povišali na podlagi prejšnjega sojenja? Ni bilo ponovljeno sojenje. Ne, na višjo stopnjo se pritožiš in tam senat višjega sodišča pač obravnava to pritožbo. Običajno je to v enem dnevu vse končano in tako je to bilo. Potrdili so kazni in potem je nastalo tukaj v Sloveniji vprašanje, ali nas bodo zaprli, ne? Ker pa so bile kazni manj kot 5 let, ali ne vem, kako je že takrat bilo, je bila Slovenija pristojna za izvajanje kazni, se pravi ne ILA ali pa federacija. In je bilo na slovenskih oblasteh, da nas formalno zaprejo. Ne. In najprej so rekli, ni govora, ne bomo vas, jasno. Celo dobili smo se z takratnim predsednikom predsedstva Stanovnikom, ki je rekel, ni slučajno, vas ne bodo zaprli. Ne. Cel slovenski narod je z vami in bi bil proti nam, če bi vas zaprli. Ne. Pol se je, pač so malo počakali 2-3 mesece in nekega dne so me ponovno aretirali, ne, slovenska policija. In me odpeljali na Dob. Ne. To je bilo maja 1989, so bili pa potem protesti. Lahko samo minutko. Koliko imamo časa še? Vi povejte. 8 minut. Ja, greste naprej. Pa tole zgodbico... Ja, lejte, jaz lahko govorim še dolg časa. No. Skratka, zaradi mene lahko. Takratna uradna partijska politika je igrala dvojno igro, ne, zaradi pritiska javnosti, ne, so se malo umaknili nazaj, ampak ko je ta popustil, so nas pač enkrat spravili v zapor. In jaz sem bil potem v zaporu najprej na Dobu, pa potem na Igu, nekje do sred poletja, a ne. Ko so me izpustili zato, ker je bila že prestana tretjina ali polovica kazni. Nekaj takega. Ne zato, ker bi se takrat partijski režim pač poboljšal. No, v tem času so že začele nastajati te nove zveze, Slovenska demokratična zveza, Socialdemokratska zveza Slovenije. Pojavljale so se zahteve za volitve, ne. Partija jih je zavračala, dokler niso v Romuniji ustrelili Čaušeskuja, ne, pol so se pa malo ustrašili. In enkrat smo šli na volitve, kjer pa si je partija pridržala tretjino parlamenta zase, ne, tako imenovani zbor združenega dela. Tako da Demos, ki je volitve zmagal, ni imel 2/3 večine in s posledicami tega dejstva se še danes otepamo. Katerih reform zaradi tega ni bilo možno izvesti in
Zato sva pogovor začela z debato o svobodi govora. Ja, najbolj pomembna vrednota, kar jih je, ker vpliva na vse ostale, popravljanje vseh ostalih vrednot, če so neusklajene, in tukaj sva popolnoma. In tudi v tem duhu je ta pogovor, ne? Govorila sva, ne? Imava svobodo, da govoriva, in to je zelo pomembno. No, absolutno. In tudi to, da vi vabite za mikrofon ljudi brez filtra, ne? Se pravi z vseh polov, z vseh nazorov. Lejte, to je manifestacija svobode govora. Ja. Ja, hvala vam za vaš čas pa energijo. Tako da mi je bilo zelo prijetno in mislim, da je koristno, no, to. Kot rečeno, so stvari, ne, sem že dolg na svetu in so stvari, o katerih se da veliko govoriti, ne. Niso vse pomembne, no. Tako da upam, da so zadela nekaj pomembnih. Hvala. Hvala vam.